112 zasili, prosim. Reševalne ekipe prihajajo proti ponesrečencu. Ja, desno. Gospod, dober dan. Kaj se je zgodilo? Prva reševalna ekipa iz medicinske pomoči. Zadaj vidimo, je prispela tudi poklicna gasilska enota Celje. Vodja je opravil ogled. Prihaja tudi vodja policistov. Skupaj bojo skoordinirali in pa pogledali, kakšen bo postopek v nadaljevanju. Sedaj ste videli tudi prihod gasilcev z vozilom, kateri posredujemo na nevestopnem terenu. Mogoče za informacijo vozilo plava tudi na vodi, oziroma je amfibijsko vozilo in pa za težko stopen teren. Reševalci upravljajo svoje Imamo kakve sidre. Glede na to, da je delovno nesrečo oziroma nesrečo v gozdu prijavil ponesrečeni, policisti zbirajo podatke oziroma informacije, obvestila tudi v smeri storitve takšnega kaznivega dejanja, ki bi lahko bilo storjeno strani drugega udeleženca, ki ga ustrebuje malo nižje. Iz drugo ekipo že čaka na transport helikopter. Če pa podovanec, na katerega je padal pod, njemu gre pa za amputacijo vročine, za krvavitev. Krvavitev, ki je bila ostavljena za prevezo. V realnosti, če bi se kaj takega v Celju zgodil, bi prišel vuz, tako sem rekel, zdravnik pa spremljevalec, oziroma voznik, pa ekipa njega, se pravi, dva reševalca. Evo, kot vidite, pri teh hudih poškodbah mora biti ekipa usklajena, bolje, da se počaka par sekund. Ja. Imam fizično vozilo, ne? To gre tudi v vodo.
3 za to, da ustojeno dvigne. Tega prevzemanja, se pravi pomoč in sodelovanje ekip. Ja, det är så lätt. Ja. Kul. Ja. Drugi se pasa. Pomembno je tudi, da je eno člana ekipa, eno proizvodnje, se kaj mu poslati, da umir, da lahko morite reagirati. Da ga ne se gremo vsi. Vse dovolj. No, sedaj vidite sam prevoz.